Bodi to, kar si, ne to, kar okolica pričakuje od tebe. V oddaji Klepet ob kavi si to upamo. Hvaležno pozdravljeni, gledate oddajo Klepet ob kavi za zdrav življenjski slog. Jasmina sem v vaši družbi, ki podpiram slovensko in podpiram tisto, kar podpira moje zdravje. In to so, kar se posode tiče, vsekakor tiste, ki so emajlirane, nobene tople vode ne odkrivamo, to so dobro vedele že naše babice in mame, ki živijo oziroma so živeli v časih, ko pravimo, da je bilo vse boljš, pa vse bolj kvalitetno, kakor je danes. Pa so bile boljše in rjuhe in posteljnine niso bile dejansko namočene v pesticide in niso zastrupljale, tako kot danes zastrupljajo tudi posode s teflonsko prevleko. Sploh tiste, ki so že dejansko skraspane. In tale trenutek dovolite mi, da preberem citat in sicer dr. Matjaža Torkarja, ki je takole zapisal. Teflonske prevleke so v osnovi organskega izvora, pri visoki temperaturi oddajajo, pazi besedo, rakotvorne snovi, zato jih zdaj nadomeščajo s keramičnimi prevlekami z najrazličnejšimi imeni. Še vedno pa je, piše dr. Matjaž Torkar, še vedno najbolj priporočljiva uporaba emajlirane posode, ki je v vseh razmerah pri kuhanju najbolj nevtralna, nima vpliva na hrano in je tudi najbolj zdrava izbira za potrošnike. In ko v Sloveniji emajl posodo, vemo, da je tradicija že od leta 1800 pa nekaj, ne vem točno, tista, ki je pravzaprav dala delovna mesta mnogim v Sloveniji, ko so se ustvarjale vse te emajlirane posode, med drugim tudi moja babica in mama je pravzaprav sodelovala. Govorimo seveda o celjskem podjetju Emo, v moji družbi sta Adela in Andreja. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Dobar dan, zdravo. Kaj smo mi fajn tole zdaj naredili, ne? A ne. Da govorimo o slovenski najbolj zdravi izbiri posode. Tako. Pa se jo imamo v bistvu vsi doma, a ne? Res je. A so kakšni podatki, kdaj, kje bili, koliko te posode je v Sloveniji ali pa kakorkoli? Ker ogromno ljudi ima še, ne, to, Made in Jugoslavia. Ja, res je. Mislim, zdaj podatki ravno jih nekako nimamo, niti jih nismo nikoli pridobivali, ampak mislim pa, da res ni gospodinstva, če ne druga, saj za jutranjo kavico je ziher džezvica, ko je gor Made in Slovenija oziroma Made in Jugoslavia še mogoče ki, ali pa zagotovo se najde kak lep lonček, ko je zagotovo tudi Emo to, a ne? Kajti Emo je ipak, kot smo že sami rekli, z dolgoletno tradicijo, tako da mislim, da se zagotovo v vsakem gospodinstvu, če ne, to pa najde saj kraljica kuhinje Eterna. Aha, Eterna je una težka, črna. Tako. Bomo šli potem tamle malo pogledati, vidim, da tudi zadeve grejo naprej, sicer vso srečo, da boste presegli tisto klasiko rdeča z belim pikcem, ker to je res legendarno, ampak to, da ima vsak doma vse eno tako posodo, na to smo računali tudi mi in na takšen način ustvarili eno posebno akcijo, delovno akcijo, kjer smo pravzaprav iskali in presenetili našo gledalko. Dajmo pogledati, kako je vse skupaj potekalo. Bilo je zabavno. Evo, smo na prvi lokaciji v Ljubljani, natančneje v Šiški. Gremo pogledati, če je doma gospa Tatjana, ki smo jo naključno izbrali in bo imela priložnost in možnost, da dobi tale čudovit komplet, moj najljubši, tak s pikicami in vse tole troje, tale paketek bo dejansko njen. Če bo v eni minuti torej našla doma v svoji kuhinji eno posodo, na kateri piše Made in Slovenija oziroma dovoljujemo tudi Made in Jugoslavia. Slab kaže. Dostava. To je. Dostava. Okej. To je samo 11. nadstropje. Se kar za dva preskakuje.
Upam, da ima doma kakšno posodo, ker itak vsi imamo te Emotove posode s tem in verjamem, da bo ona tudi imela. Zelo vesela, da bom danes podarila slovenske proizvode Emoce. 11. nadstropje. Ok, zdaj pa zares. Mislim, da imam nekaj drugega zanimalo. 3, 4. Zdaj pa, vam bom tudi podgal. Dober dan, gospa! Pozdravljeni! Jasmina. Pozdravljeni! Dajva se gorovnik! Jaz imam pa eno presenečenje za vas. Tole je za vas vse. Če najdete doma eno posodo, na katero piše Made in Slovenija ali pa Made in Jugoslavija, imate kakšno? 1 minuto časa imate, začne odštevati zdaj. Hiter najte, mi vas le počakamo. Hiter pejte pogledati. Morate pokazati. Hiter, hiter, hiter. Odštevamo, odštevamo, odštevamo. Koliko ima še? Koliko ima še? Gremo, gremo, hiter, Tatjana, hiter, hiter. Bravo! Koliko sekunda? 20 sekund, evo, da vidimo tatelo vašo posodo. Made in Jugoslavija, to tudi velja. Evo, mi vas bomo obdarili s takole, pa s takole. To te imeli za kofe kuhati. So vam lepe take pikčaste? Ja. Lepe, ne? Hvala. Evo, to je za vas. Mi vam želimo lep, krasen dan Hvala, od telefona. Jasmina. Adijo! A ste videli to? Vsaka čas, res. Vsaka čas, res. In rabila je, koliko? 12-15 sekund. Še minutko ne. Še minutko ne, da je naša. Sej ni ga po moje, res mislim, je gospodinstvo, ampak skoraj vsakoga ima, saj nekaj. No. Jaz se veselim, ker bom še šla na pot, še bom dostavljalec, tako da, kad vam nekdo reče dostava, je opcija. Zdaj bojo kar z veseljem odpirali. Pripravci je treba na predpražnik zraven, Če je treba, ne? Ja, da je točno takoj v tako. prvi sekundi. Tako, Tu jo imam. Evo, nekaj me zanima. Gospa je imela Made in Jugoslavija emailirano posodo, narejena torej v Jugoslaviji. Koliko se je toliko časa obdržala? Zakaj se toliko cajta to lahko obdrži? Glica iz tega razloga, ker je toliko kakovostna. Ja. Tako smo že v prejšnji oddaji rekli, da je iz tega stekla, Ja. ulitega. Ja. Sicer je večja kvaliteta kot steklo samo, ne? Je pa ta sestavina enaka. Ne? Ja. In ker se to pri tej temperaturi žge, na 800 stopinj do 900, je iz tega razloga tudi zdrava in kvalitetna, trpežna za to. Bolj odporna, sploh eterno Tako. tudi na udarce, To ker je res pač te enkrat. zboljce debele pločevine, tako da tudi od tega. Ja. Pa tudi dejansko, pač email je vse email, ne? To je jeklena pločevina, tako je reka, premazana z emailom, kar je isto kvalitetno, edino pač res je potrebno paziti, da pa ne pade na tla, ne? Ker če pade na tla na kakšne ploščice, se da kaj ukrušiti, drugače pa kvaliteta res primerna, zato pa je tako dolgo. Pač tudi lahka za vzdrževanje in zaradi vseh svojih tudi lastnosti je tudi tako dolga življenjska doba pol posode, a ne? Prinesli sta en kup ene posode, tudi v Klepetu ob kavi jo dejansko uporabljamo. Zdaj pa nekaj čistila smo dobili. Kaj je to, kako se dejansko skrbi za to? Ker vidim tle neki nano, kaj to pomeni? V bistvu tu gre pač za nek nov način čiščenja, tudi trendi grejo nekako naprej v nanotehnologijo, ampak mi smo v bistvu bolj se odločili ravno in podprli zato to, ker nekako smo na terenu vedno dobivali povprašanje, pa s čem naj čistimo emailirano posodo, lahko se deva v pomivalni stroj, ampak mogoče s časoma, če pri dolgotrajnem uporabi v pomivalnem stroju, lahko rata posoda malo mat. In ravno zaradi tega smo isto... lepa mat. Ja, tudi pride v redu noter mat, ampak to je ravno zaradi močnih detergentov in vsega tega, ki so v pomivalnem stroju ta čistila, posoda potem začne, ne? Zaradi tega. In ravno zaradi tega smo
smo želeli to nekako preprečiti in smo se povezali isto z slovenskim proizvajalcem iz TKI Hrastnika in smo skupaj z njimi razvili prav čistilo za emaliirano posodo. Ta je v obliki v bistvu detergenta, je lahko tudi za hlad način pomivanja, ne, tako da tudi, če kdaj nimamo na tople vode, da je kaj na hitro, recimo zelo primerno pa za kako kampiranje, a ne, se lahko da lepo malo na gobico in lepo počisti. In se lepo tudi grejo že s hladnjem vodo tudi vsi madeži lepo dol, tako da so dobro ščisti. Kaj pa so zdaj te neke finte? Vse najboljše, only you, tale pa seksi. To je ta novost, ne? Ja, to je ta najna novost, te naše gospodične, ne, likar, oblikovalke, zdaj je to že izdelala. Tudi, mislim, nismo čisto vse prenesli, ne? Saj en delček tako tega. Ker je že zelo veliko novih motivov, ilustracij, tako da smo se v bistvu odločili tudi za neko novo obliko lončka, ne? Ker dejansko so vsi naši lončki bili, recimo, ne vem, če tukaj pogledamo bolj na te 4 deci ali pol-litrske ali 6 deci, to je pa čist nova oblika lončka, ki je zdaj pač primerna. In tudi pač nove ilustracije, tudi malo drugačni motivi, ravno zato smo jo tudi podprli. Ja, se pravi, to bomo podarili našim najdražjim. Ampak najprej bomo pa vsi hoteli imeti skodelico klepet ob kavi. Tako. Pa najprej. Ker brez tega ne gre. Za vsako kavico se treba zjutraj, boljša kavica kot notri. Ampak predvsem čaj tudi, ne? Tudi čaj. Zdrav čaj. Tudi kakšni kosmiči, recimo, ne? Jaz se pač vedno rečem, da so naši proizvodi vsestransko uporabni. Lahko tudi tega le pokažem, recimo, kot tudi novost zdaj z dozirnim dozicam, se pravi lesenni pokrov, slovenski bukov les, zopet podpiramo slovensko, s slovenskim proizvajalcem povezali. Jaz si naredim kašo zjutraj, proseno, ajdovo, dansno oseno, si jo naredim dejansko v temo. In veš, kaj je finta? Posode nič ne omažiš. Sam to rabiš prelivati. Ker rekli smo, da starejši ljudje, koliko so to že vse vedeli, pa tak naprej, ampak veš, kaj pa jaz opažam pri starejših ljudeh, oziroma bom rekla tisti, ki že imajo neki več kilometrine v gospodinstvu. Tukaj ne posode umažejo, jaz nimam cajta to prati. Berem pa na roke, ker nočem dati v pomivalni stroj, ker to ni to. In jaz to vse pomivam na roke in res gledam optimalno, da mi eni posodi vse zrihtala. In to je to. In tole mi je tudi všeč, recimo čaj. Jaz si naredim, si dam noter tele zadeve, pa samo predsedim, oziroma dam cedilnik noter in direkt iz šporheta to lahko piješ. To je isto te, recimo, posodice, isto za sekrevanje mleka, ne vem, karkoli za skuhanje jajčke, karkoli je, kako mleko pogrejo, tudi čokolino, recimo, naredijo. Če nam tudi za shranjevanje hrane, ker to je za pokrivanje in toplih in hladnih jedi, ne glede na to, da je leseni pokrovček, to je tudi novost. Edini imamo oprijem, a ne, za tale prst, ponavadi se vse dozirne doze na ta način odpirajo, mi imamo edini oprijem tudi za prst, tako pa za pokrivanje hladnih in toplih jedi. Se pravi, da jaz z oljem se en prevlečeno, da se ne napihne, ni pa za kuhanje. Le, kak ti paše. Ja, pikica za pikico. Sploh se dejansko ne vidi. To je v bistvu za shranjevanje kave. Tako. A ja, za kofe pa ko sosed pride. To. Dejansko za kofe. No, tale je taka, to je res orang, to smo že wow. Ampak katero pa jaz najbolj cenim, je pa dejansko ta, ki ima napisan, koliko je 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 pa en liter. Merilna skalja. Zaradi tega, ker imam slab Augenmaß, po domačem. Ja, se tudi vsi ga imamo, to sem hotela reči, ker res tudi na sejmu in skrino, ko sem prvič začela delati in ko so mi tole povedali, da je tole 0,37 litrov, v bistvu že skar 4 deci, nisem verjela. In sem si šla prvič gled, kot si ti rekla, nalit točno v tegale, ker imam merilno skalo in sem v vsega šla zmeriti. In dejansko res, nimamo tukaj, sem pa opazila, da imajo moški presenetljivo več Augenmaßa, to so na terenu izkušnje, kot pa ženske, prej ocenijo, to je pa res. Evo, mogoče pridemo ravno k vam, da preverimo, kaj imate pa vi v vaši kuhinji in vas takole nagradimo. Moram reči, da sem o tej akciji, o tem projektu razmišljala leta in leta, ker se mi je srce trgalo, ko je bilo toliko promocije, toliko govora o teflonskih prevlekah, vse ostalo, kar se zdaj izkazuje, da je nevarno in celo v nekaterih državah prepovedano. Prepovedano, ja. Vse to je res, ker v bistvu vsi ti škodljivi premazi, pač naša bistvena res značilnost je ta, da naša posoda res ne vsebuje nobenih škodljivih premazov, tako da se res med segrevanjem čisto nobene škodljive snovi ne sprošča v hrano in to je res tisto, kar je najbolj bistveno in najbolj zdravo, pa tudi ne vsebuje niklja, tako kot smo že večkrat omenili, tako da je primerno tudi za
alergike. Alergike. Ker v čem je tudi finta, ne? Tudi paraziti pa te zadeve, ne? Tudi lahko za vzdrževanje, ja, tudi 100% higiensko neoporečna, tudi dobre robove ima, ne, in tako da se lahko ščisti in predvsem lahko za vzdrževanje in če jo imaš nekako na neki normalni uporabi, zato ima tudi tako dolgo življenjsko dobo, ne. Se tudi tone posode, ko imajo, tako kot smo že malo prej omenili, premaze, tudi to pa ni zdravo in pri dolgotrajnem kuhanju vsem tem, no, enako pride, ne. Tudi uničuje se prej, te pa, če ti nimaš nobenega škodljivega premaza, se tako nima kaj tudi dejansko uničiti, ne. Adel, Andreja, dajmo se še mečkaj usedeti. Ena od stvari, ki sem se sama pravzaprav selila in sem ugotovila, da v unmu stanovanju pa dejansko nimam nobene posode, sem šla v raziskavo in sem res raziskala vse sem pogledala, brala različne študije, ne vem, kakih spletnih straneh sem bila, še živ Bog ni vedel, da to obstaja. Vse možno, vse preverila, kaj se dogaja in tako naprej. In na koncu pridem na to, kar imamo dejansko v Sloveniji. Tako. Cel krog sem naredila in potem sem prišla do tega, lej, to je še vedno dejansko najboljše in tudi cenovno dostopno, zaradi tega, ker zdaj lahko kakšno posodo, hitro boš dal lahko 200, 300, 400, 500 evrov dejansko za njo. Tako, tudi. Tudi mi imamo eno linijo, ko je tudi malo, ne, Emo Magic, mi imamo tudi težja, ja, imamo tudi primerne linije, tudi Emo Magic obstaja linija, ta je z malo bolj udebeljenim, debelejšim dnom, tudi malo bolj odporna recimo na udarce, je tudi bistveno dražje, ampak tako kot ste sami rekli, so naše linije dostopne res vsem, no, tako da se lahko res vsak, mislim, da znajde in si tudi, ravno to je zdaj problem, ker kako uravnovešiti zdravo hrano ali pa zdrav način življenja z denarjem, ne, Emo je dostopen vsem. Tako da je recimo tu že ta, recimo, ker nekateri pravijo, ja, pa moraš mi denar, da lahko zdravo živiš, a ne. Pri naši posodi mislim, da smo cenovno dostopni, res se trudimo vse naši populaciji, no. Emal je torej tisti, v bistvu je to steklo, ne? Tako. Steklo, malo trše, ki je torej malo... bolj odpornejše, no. Je pa to, v osnovi je sestavina stekla, ne. Tako. Je pa res, da se to, ker se na teh temperaturah segreva, žge, ne, je zato odporno, zdravo. Še vedno je veliko ročno, ne? Ja, to pa je, ja. Ker ni to štancarija, ne? Ne. Jaz, ko sem to proizvodno, ko vidiš, res ljudje to na fino delajo, špricajo na roko, sploh džezve, no. Taka delikatna zadeva, ne, džezve res, jaz sem takrat videla dva moška, res zelo morata imeti za vsako mišice, vsako dejansko krivita. Ja, za vsako džezvico krivita, tako. Je taka tuljava in v konus potem to gre, ne. Ampak ni zanimiv, recimo takrat, ko se je zgodba emalirane posode slovenske začela, takrat so bili verjetno trendi, da to imajo mašine, pa da to mašine delajo, pa tako naprej. Zdaj pa v bistvu glih kontra, ne? Mislim, v tej proizvodnji je, saj orodja so pa zelo cenovno nedostopna. Ne, zelo je to za vsako tako stvar. Za novo obliko lončka je recimo ful težk, si ne moč misliti, koliko en proces, pa koliko eno orodje stane, ne, ker velikrat imamo kako idejo, pa ne pa litak proizvodnje ostavi, ne, ker mi da smo tiste, koliko bi rade začarale, da ne opredale, pa pridemo do proizvodnje, ti pa tudi malo realno sliko pove, ne. In tako je že reka, res sploh pri teh džezvicah je res treba tudi ljudi v proizvodnji zelo pohvaliti, ker si ne moč misliti, se to gre vse čez nek proces, ampak na koncu je pa še vedno ročno delo. Dost ročnega dela, res. In ulivanja tega in vsega, no. Najlepša hvala, tudi jaz imam še kar nekaj idej za vaju. Super, najlepša hvala. Hvala lepa za vajin obisk. Hvala lepa tebi. Mi se bomo še malo pogovarjali, mi se bomo pa tudi nekaj pogovorili. Evo, lahko podprete Slovenijo, slovensko posodo in na takšen način boste tudi podprli sebe. Sicer pa klepet ob kavi iz Skodelica mogoče čaka ravno na vas. Dajte tudi preveriti, pogledati na www.klepetobkavi.si. Je taka prisrčna, predvsem pa narejena v Sloveniji in z ljubeznijo.